Pri vožnji prikolice štejejo izkušnje, a tudi te si moramo pridobiti. Priklopno vozilo je širše od osebnega avtomobila, zato uporabljamo dodatna ogledala, da bomo bolje videli nazaj. Priklopno vozilo je ponavadi tudi više od osebnega avtomobila in pa ne nazadnje zavedajmo se dolžine kompozicije prikolice in osebnega avtomobila. Pri vožnji prikolice bodimo posebej pozorni na nadstreške, garaže, nizke veje v kampih, vse to lahko poškoduje našo prikolico. Pri vožnji priklopnika je zelo pomembno, da si pravilno nastavimo ogledala, da zajamemo čim večje vidno polje. Predvsem je pa treba biti pozoren, da naenkrat ne zavijamo preveč, kajti zadnji del priklopnika se širi navzven. Zato treba pri takih zavojih najprej nežno in potem počasi dodajamo volan. Največji problem pri vožnji priklopnika predstavlja zadnji del vozila, ki nekako seka našo smer, če se zdaj moramo tukaj le za 90 stopinj, če zelo na hitro vzamemo, a ne takole, bo zdaj priklopnik prišel dol z ceste, ukolikor je zdaj navadna bankina, še ni taka težava, če pa je, ne vem, ozek most, betonski nasip, karkoli je pa lahko to ovira, pri kateri smo poškodovali naš priklopnik oziroma smo našo vožnjo na počitnice dobesedno tudi tam zaključili. Največjo težavo voznikov vožnje priklopnega vozila predstavlja ravno takrat, ko začne priklopno vozilo nihati zadaj levo in desno, kar bomo zdaj spoznali s pomočjo hidravlične plošče v centru varne vožnje na Vranskem. V tem primeru gre za sodobno vozilo. Prikolica je zdrsla, avto je praktično vse naredil sam. Lahko pa mu pri tem tudi izdatno pomagamo kot vozniki, koliko nimamo toliko asistenčnih sistemov, kot jih premore ta avtomobil, si pač pomagamo tako, da čim hitreje znižamo hitrost. Na ta način aktiviramo zavoro priklopnega vozila in vozilo postane stabilno. Z vsakim dodajanjem volana boste stvar poslabšali, lahko tudi to poizkusimo, pa bomo zdaj samo dodajali volan. Glejte, prikolica še vedno nestabilna od zadaj. Čim sem dodajal volan, povzročam to, da postane prikolica v zadaj nestabilna. Zato močno odsvetujemo takšen način vožnje, ne popravljajte nihanja prikolice z volanom, kajti na ta način samo poslabšujete položaj. Če se le da, potem poskušajmo, da do zaviranja v sili sploh ne pride. Se pravi, povečajmo varnostno razdaljo, izogibamo se hitrim pospeševanjem, hitrim zaviranjem, hitrim spremembam smeri. Če pa že moramo zavirati v sili, potem pa zaviramo v sili tako, kot je treba, torej važen je udarc po zavori. Hitrost mora paditi, pri tem bodimo pozorni tudi, kaj se dogaja z našim priklopnim vozilom, da ne bomo imeli potem kakšnih presenečenj. Dokler smo na podlagi, kjer je normalna hrapavost, potem večjih težav ni, lahko pa se zgodi problem, ko pridemo na podlago, ki ima slabši oprijem.